Nikar ne damo! Nikar ne damo! Včasih lahko oglušujoča in pove več. Draga vlada, odstranite svoje pohlepne kapitalske kremplje od našega narodnega premoženja. Odgovorni ste nam, narodu, in zato nam končno prisluhnite, saj nas vaše ravnanje potiska v še večjo ekonomsko, socialno in politično brezno. V imenu poslanske skupine Združene levice prihaja tovariš Luka Mesec. Tovariši, vlada Mira Cerarja je volitve dobila z obljubo, da za razliko od prejšnjih vlad ne bo privatizirala strateških podjetij. A ta ista vlada je ravno včeraj prodala naše največje telekomunikacijsko podjetje. Prodala je Telekom, prodala ga je pod mizo, prodala ga je skladu špekulativnega kapitala. Prodala ga je za drobiž, za pol njegove dejanske vrednosti. Če povem drugače, prodaja Telekoma bo državo stala več od koruptivnega projekta Teša 6. Bomo res to dopuščali? Zavedati se moramo namreč, da je prodaja Telekom samo uvod v tretji val privatizacije, ki ga načrtuje ta vlada. V parlament je Miro Cerar pravkar prinesel dokument, ki mu pravi strategija upravljanja državnih naložb. A v resnici ne gre za nič drugega kot za strategijo privatizacije državnih podjetij. Strategija namreč na široko odpira vrata za delno ali popolno privatizacijo več kot 91 podjetij v delni ali popolni državni lasti. Privatiziran bo tako praktično celoten bančni sektor, načrtuje se prodaja polovice slovenske energetike, polovice Pošte Slovenije, polovice Luke Koper, polovice Darsa, polovice slovenskih železnic. Da, prav ste slišali, tudi tista podjetja, za katera vlada sama ve, da so strateška, bodo polovično privatizirana. In da je farsa še hujša, vse privatizacijske postopke bo vodil isti prodajalec, ki je odgovoren za polomijo pri Telekomu, Slovenski državni holding. Prodajalcu Telekoma tako vlada Mira Cerarja daje v roke bjanko menico za popolno ali delno privatizacijo vseh podjetij, kjer ima država lastništvo. Tega ne moremo mirno gledati. Situacija je kritična. Telekom tako postaja model novega vala privatizacije in resnica strateškosti in premišljene privatizacije, s katero je zmagal volitve Miro Cerar. Taka politika nas pelje na svetovno in evropsko periferijo. Zdaj samostojna podjetja bodo postala podružnice tujih multinacionalk, sedeži se bodo preselili, dobički se bodo zlivali v tujino, zaposleni in državljani pa bomo ostali brez kakršnih koli možnosti odločanja o svoji lastni prihodnosti. Vlada Mira Cerarja, ki je zmagala volitve s figo v žepu, zdaj uresničuje besede bivšega finančnega ministra Uroša Čufra, avtorja tega zelo glasnega paketa 15 podjetij za hitro razprodajo, ki je dejal: za prvim
za prvim paketom podjetij za privatizacijo bosta prišla še drugi in tretji paket, da se bomo na to lahko končno lotili tistega, čemur v tujini pravijo prava privatizacija. Torej, privatizacija zdravstva in šolstva. Zato, tovariši, je treba braniti vsako podjetje posebej. Ta vlada se je tako kot prejšnja in predprejšnja namenila prodajati delo naših staršev in starih staršev in samo vprašanje časa je, kdaj pridete na vrsto še šolstvo, zdravstvo in ostali servisi socialne države. In to ni nič drugega kot prodaja žuljev starejših generacij in kraja prihodnosti mlajšim. Prijatelji, Miro Cerar hodi po stopinjah Alenke Bratušek in Janeza Janše. V manj kot enem letu dni mu je uspelo požreti vse obljube, ki jih je dal ljudstvu pred volitvami. Od etike in morale je ostalo samo še sprenevedanje in zavajanje, od neideološkosti pa neoliberalne dogme. In vse to smo že videli. In za vse vlade, ki so take politike izvajale, so padle. Zato danes še enkrat povejmo temu Cerarju znano Einsteinovo definicijo neumnosti, ki pravi: neumno je ponavljati eno in isto in pričakovati drugačen rezultat. Hkrati pa še enkrat moramo povedati, da privatizacija ni nobena alternativa in drugič, da obstajajo možnosti, s katerimi bi dejansko rešili naše težave. Korupcija, ki je dejanski problem tudi v državnih podjetjih, te korupcije ne bo premagala privatizacija, ampak politika odprtih knjig. Napredka ne bo prineslo podrejanje gospodarstva tujemu kapitalu, ampak obramba avtonomnega razvoja te države in družbe. In odgovornega upravljanja ne bodo prinesli špekulativni skladi, ampak upravljanje strani tistih, ki jim je zares v interesu dolgoročen razvoj in delovna mesta, zaposlenih. Zato proti privatizaciji, za delavsko upravljanje. Čast mi je zdaj povabiti k mikrofonu nekoga, ki bo prebral svojo pesem, ki je čisto sveža. Tovariš Ervin Fritz. V Evropi je majhna bankrotirana država, shirana kura, ki tujcem zlata jajca nosi, zase pa po vsem svetu živeža prosi. Ta država nas lahko le še v gledališču zabava. Vladajoči so uničili njene zaklade, tam ima samo še nesreča mlade. Podjetja, skupno last so ljudstvu vzeli, siromaki ne bodo nikdar več veseli. Dežela ne bo nikoli splavala iz dolgov, svetovna kriza ima tam svoj stalni naslov. Mala sončna, podalpska, evropska kolonija svoje otroke s pomanjkanjem ubija. Imajo ogromno rezervno delovno armado in svojo vlado in tujo nadvlado. To je čudežna jajčarica, slovenska kura. Bije nam zadnja ura. Zato naj oživi Osvobodilna fronta. Živela Združena levica, vsa levica. Miro Cerar, zahtevamo, da
ideje. In vi ste dolžni delati tisto, za kar ste izvoljeni. Služiti narodu in državi. In država smo mi. Dragi tovariši, tovarišice, soborke in soborci, vabim vas, da nadaljujemo pohod proti Telekomu, ki ga ne